Na novinarski konferenci Slovenija življenjsko odvisna od izvoza so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije predstavili trenutne razmere na področju izvoza, sklepe nedavnega strateškega sveta za internacionalizacijo na GZS o prioritetnih izvoznih trgih, pripravili presek lanskoletnih dosežkov na področju internacionalizacije ter prikazali ključne načrte in usmeritve v letošnjem letu. V našem predlogu za izhod iz krize je na prvem mestu nov razvojni zagon. Mi potrebujemo nova delovna mesta in mi potrebujemo gospodarsko rast. In v okviru novega razvojnega zagona mislimo, da je najhitreje in dejansko tudi najenostavneje izpeljati predloge, ki jih pripravljamo mi, skupaj tudi z vlado in nekaterimi drugimi inštitucijami, kar bo kasneje kolega Aleš Cantarutti predstavil, zato da torej z izvoznimi aktivnostmi povečamo domače povpraševanje, gospodarsko rast in s tem odpremo tudi nova delovna mesta. Slovenija izvozi 27 milijard evrov oziroma je izvozila lani. In zato apeliram tudi na vas, ko govorite o slabostih slovenskega gospodarstva, imejte pred očmi tudi to, da izvoži 27 milijard evrov, pa moraš imeti določene kvalitete. Nenazadnje Slovenija na prebivalca izvozi 4-krat toliko kot Grčija in 2-krat toliko kot Italija. In tudi, da bomo letos spet izvozili 27 milijard evrov, v tem trenutku podjetja, kot pravimo, tečejo okoli sveta in delajo, kar je pač potrebno delati, strokovnih in drugih aktivnosti za to, da bomo realizirali 27 milijard evrov, kar predstavlja tam okoli tretjine našega bruto domačega proizvoda. No in kar se tiče zdaj izvoza, torej mi nismo zadovoljni z razmerami, ko vsi govorimo o izvozu kot gonilni sili našega gospodarskega razvoja, kot o nekem socialnem stabilizatorju in generatorju delovnih mest, vsako leto pa zato, da bi izvoz svoje potenciale izkoristil, delamo manj. Povem na primeru slovenskega turizma, ali pa ponavljam, ker sem to že povedal, vendar se ni prijelo. Mi smo v času Janševe vlade, skupaj Gospodarska zbornica, Turistično-gostinska zbornica in vlada pripravili strategijo razvoja slovenskega turizma. V njej smo zapisali, da bi lahko prihodki tujskega turizma do leta 2016 v Sloveniji narastel na 3 milijarde evrov. V tem trenutku približno 2 milijarde evrov dobimo. In isto leto je ta vlada zmanjšala sredstva za promocijo slovenskega turizma preko STO-ja za polovico. Ne da se dvigniti slovenskega izvoza, če ne bomo med drugim pravim, ker nekatere druge ukrepe bo predstavil kolega Cantarutti, dvignili tudi virov za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Začenši ali pa končavši z promocijo slovenskega turizma, potem pa seveda tudi z krepkejšo zunanje trgovinsko mrežo oziroma diplomatsko mrežo Slovenije v tujini. Ne vem, če veste, mi smo tudi šele pred kratkim dobili to informacijo, ker je bila nekako prikrita ali pa saj ni bila dovolj vidna. Ministrstvo za zunanje zadeve je za svojo diplomatsko mrežo moralo zmanjšati sredstva iz 80 milijonov na 60 milijonov. Mi pa sanjamo o konzulatu, ki naj bi ga ohranili v Šanghaju, ki naj bi ga ponovno odprli v Düsseldorfu in v ostalih mestih. Najbrž se vsem jasno, da se to ne da, če zmanjšujemo sredstva. Zato, da krepimo svojo diplomatsko in seveda tudi ekonomsko mrežo po vsem svetu. Seveda potrebujemo vire tudi za promocijo blagovne znamke Made in Slovenija. Podjetja iz Slovenije mnoga poslujejo po svetu tako, da ustanavljajo neke vrste kvazi sedeže v Zvezni republiki Nemčiji in seveda Made in Germany predstavlja potem vstopnico za številna tržišča, se pravi, ti imaš lahko kvaliteten proizvod, zaradi tega, ker prihajaš iz Slovenije, moraš spustiti avtomatično ceno, pristati na težje pogoje poslovanja,
kot pa če imaš neko močnejšo blagovno znamko, da ne omenjam čisto konkretnih predlogov za skupinske nastope v tujini, za odpiranje predstavništev v sosedstvu, za promocijo na sejmih in nasploh torej za krepitev korporativnega ugleda Slovenije v svetu. Vse to so lahko zelo konkretni ukrepi, o katerih kasneje, kot rečeno, kolega Aleš Kantarutti, ki bi močno povečali slovenski izvoz in recimo, da je to najlažja oblika ustanavljanja novih delovnih mest v Sloveniji. Če mi recimo povečamo izvoz za 10%, to pomeni avtomatično potem 2 do 3% ali pa celo 3,5% gospodarsko rast v Sloveniji in toliko novih delovnih mest. Mi pa v tem trenutku namesto, da bi investirali v naš izvoz, pošiljamo finančnega ministra okoli po svetu zato, da se zadolžuje za tekoče poslovanje, zato, da mi lahko izplačujemo plače v javnem sektorju ali pa da še naprej krepimo in delujemo v raznih omrežjih javnih naročil in drugih neracionalnih porab javnih sredstev v Sloveniji. Torej, če sklenem, izvoz je ena izmed velikih priložnosti slovenskega gospodarstva. Tista podjetja ali pa večina tistih podjetij, ki so konkurenčna na slovenskem trgu, so lahko tudi močni izvozniki, kajti slovenski trg je globaliziran. Tukaj konkuriramo zato, da smo lahko ali dobavitelji ali izvajalci praktično globalni konkurenci od Kitajske do Italije in če smo torej tukaj sposobni, potem smo lahko sposobni ustvarjati neke prihodke tudi na tujih trgih. Ker bo domača potrošnja tudi v prihodnje omejena v rasti oziroma bo negativna, menimo torej, da je izvoz najlažji in seveda tudi najzanesljivejši vir gospodarske rasti in tudi novih delovnih mest v Sloveniji. Jaz bi nadaljeval pravzaprav tukaj in še enkrat tudi sam zelo jasno povedal. Samo izvoz ne bo rešil slovenskega gospodarstva, ker se včasih, sploh v zadnjem času, zelo poudarja tudi v medijih in med politiki. Samo izvoz ne bo dovolj. Je pa zelo pomemben in pravzaprav velika priložnost, da še več naredimo na tem področju. Namreč, če se malenkost poglobimo v strukturo slovenskega izvoza, kaj hitro ugotovimo, da rast našega izvoza ne sledi rastem izvoza v primerljivih državah, kakršne so Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, da ne govorimo o velikih, kot je Avstrija, Nemčija. Zelo hitro ugotovimo tudi, da je struktura izvoza slabša kot v teh gospodarstvih. Predvsem mislim tukaj na tehnološko strukturo izvoza, da zaostajamo. In nenazadnje o tem, da ni vse tako dobro, kot se morda zdi na prvi pogled ali kot bi želeli nekateri predstaviti, govori tudi delež slovenskega izvoza na globalnih trgih, ki je pravzaprav identičen deležu iz leta 1992. Še enkrat poudarjam, tukaj so primerljive države naredile velike korake naprej. Pa ne zato, ker so toliko zaostajale v preteklosti za nami, ampak zato, ker so naredile nekaj strukturnih reform ali pa večjih premikov v strukturi njihovih gospodarstev. In tudi s tem se je treba seveda ukvarjati, ampak to je seveda že druga zgodba. Kljub vsemu, izvoz, pred seboj imate podatke za prvih 10 mesecev lanskega leta. V tem času se je povečal za 2,5% v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012. To je pomembno. Kot rečeno, lahko bi bilo tudi boljše. Hvala Bogu, je vsaj ta kazalec, lahko rečemo, na zeleni strani. Še vedno smo močno odvisni od Evropske unije, zdaj, ko smo priključili EU oziroma se je priključila še Hrvaška, če pogledate, 74% izvažamo pravzaprav na trge Evropske unije, ker je velika odvisnost. In seveda, po drugi strani to govori, da moramo prav te trge še s posebno skrbnostjo tudi naprej obdelovati. Vse je prav in moramo iti seveda tudi na hitro rastoče trge in na oddaljenejše, propulzivnejše trge, ampak kljub vsemu priložnosti so tudi v soseščini, kot je bilo že omenjeno. Mogoče bi se dotaknil nekaj stvari. Najprej, kaj smo storili na kratko, da ne bom predolg, res. Vse, kar pravzaprav počnemo, ali pa velika večina na gospodarski zbornici na področju internacionalizacije, počnemo v okviru programa Go International Slovenija. Letos ta program izvajamo že 3. leto. V lanskem letu natančno 95 večjih dogodkov, med drugim 4 oziroma 23 izhodnih delegacij, nekaj samostojno, velika večina pa v sodelovanju z ostalimi partnerji.
Spirit, Ministrstvo za zunanje zadeve, poslovni klubi, poslovni sveti, tudi kakšne druge zbornice. Skratka, vselej smo odprti za sodelovanje in poskušamo v korist našega gospodarstva združiti moči. In to je pomembno. To je namreč tudi eno ključnih sporočil včerajšnjega strateškega sveta za internacionalizacijo, ki smo ga ponovno zagnali na gospodarski zbornici. Namreč podjetja od nas, podpornih inštitucij, pričakujejo, da bomo skupno sodelovali skupaj in pomagali na tuje trge. Bolj kot to počnemo doslej. Če se vrnem na naše aktivnosti, samo še nekaj poudarkov, 5 konferenc z mednarodno tematiko, več kot 15 mreženj z slovenskimi in tujimi podjetji, individualni razgovori za naša podjetja z veleposlaniki, tako slovenskimi kot tujimi, več kot 20 je bilo takšnih razgovorov, 4 seminarji, kar nekaj jutranjih kav na gospodarski zbornici in pa kot nek nov dogodek tudi poslovni zajtrk na gospodarski zbornici. To so tematike povezane seveda z internacionalizacijo, ker smo predelali pravzaprav zelo različne države. Če naštejem samo nekatere, od Japonske, Turčije, Italije, Južnoafriške republike, Kanade, Indije in tako naprej. Skratka, lotevamo se res globalnih trgov. Izpeljali smo Akademijo internacionalizacije skupaj z ekonomsko fakulteto, ker je pomembno zato, ker v podjetjih dostikrat manjka teh osnovnih znanj, veščin, pravzaprav spretnosti, kako učinkovito nastopati na tujih trgih. In nenazadnje, prav ob koncu leta smo izdali tudi ta priročnik, ki smo vam ga tudi podarili danes skupaj z agencijo Spirit. Avtorica Nataša Turk vam bo lahko tudi kasneje odgovorila na kakšno vprašanje v povezavi z Kitajsko oziroma s tem priročnikom. V pripravi pa sta priročnika o Rusiji in Turčiji. V tem letošnjem letu bomo to tudi izdali. Toliko res na kratko, če vas bo kaj zanimalo, vam lahko potem še dodatno objasnim. Zdaj, kar se tiče programa za letošnje leto. V programu Go International smo spet zabeležili več kot 80 aktivnosti. Te aktivnosti se seveda med letom dodajo, ker se spreminja okolje, iščemo priložnosti, najdejo, ampak nekje teh 80 je pa okvir, ki bo začrtal naše delo. Program je vreden več kot 600 000 evrov. Ta sredstva v glavnem pridobimo na trgu, več ali manj. Nekaj, v lanskem letu smo že sodelovali s Spiritom, upam, da bo tudi letos, v letošnjem letu tako. Spet, poudarki so, kot rečeno, na evropskih trgih, predvsem v smislu povezovanja, tehnološkega povezovanja slovenskih podjetij z evropskimi podjetji. S tem želimo pravzaprav izboljšati strukturo našega izvoza, dvigniti na višji nivo. 11. februarja, samo za primerjavo, bomo imeli na zbornici konferenco srečanje z nizozemskimi podjetji z področja čiščenja voda, ohranjanja voda, manipulacija z vodami, skratka eno področje, ki mogoče na prvi pogled ne zanimivo, pa vendarle tudi zaradi takšnih razmer, kakršne so danes v Sloveniji, še kako pomembno. Tako da delitev znanj oziroma iskanje novih znanj, novih priložnosti z evropskimi partnerji na teh tehnoloških področjih se mi zdi izjemno pomembno. Spet bomo pripravili kar nekaj seveda poslovnih konferenc, kar nekaj mreženj, poslovnih zajtrkov, vse z namenom, da bi pravzaprav slovenskim podjetjem ponudili čim več, čim bolj konkretnih informacij. Ne zanimajo nas informacije o BDP-ju, o inflaciji, ne vem čem naprej, ampak konkretno, kje so priložnosti, kdo lahko pomaga, kje so podjetja, s katerimi lahko naši izvozniki sodelujejo. Tukaj bi mogoče poudaril še ta vidik povezovanja. Tukaj se nam zdi izjemno pomembno, kajti če so kje rezerve v slovenskem izvozu, so pri skupnih nastopih. Sploh na teh oddaljenejših, večjih, zahtevnejših trgih, kakršni so recimo BRIC pa še kakšni. Skupnimi močmi, povezovanje v, bomo rekel, v panogah, pa tudi čezpanožno povezovanje, zato da na teh trgih potencialnim kupcem ponudimo celostno storitev, ne pa samo posamezne delčke. To je priložnost in zaradi tega smo v lanskem letu nadaljevali z aktivnim delovanjem v slovensko-ruskem poslovnem svetu, ustanovili slovensko-ukrajinski poslovni svet in slovensko-indijski poslovni svet, v letošnjem letu bomo podobno naredili še s Turčijo. Ravno zaradi tega, da pravzaprav ugotovimo, kdo vse v Sloveniji poskuša vstopiti na te trge in da ta podjetja povežemo, ker je lažje skupnimi močmi pride do res dobrih kupcev. Predvsem pa do projektov.
In to je še ena pomembna naloga, ki bomo v letošnjem letu poskušali zagotoviti na zbornici, da detektiramo, poiščemo konkretne projekte, razpise na tujih trgih. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Beseda dve še o strateškem svetu za internacionalizacijo. Kot rečeno, včeraj smo imeli srečanje. Rekel sem, kaj pričakujejo podjetja, torej usklajeno skupno sodelovanje. Tukaj so prizadevanja Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj, mislim, da je usmerjena v pravi smeri, namreč išče se, postavlja se nova strategija tudi z pomočjo zunanjih ekspertov, to lahko povem, čeprav je to zdaj prav v fazi priprave. In mislim, da smo na pravi poti, da povežemo vse inštitucije, ki v Sloveniji delujemo na področju internacionalizacije v enotno strategijo, v enotna izhodišča, seveda pa vsak ima neke svoje programe in to je treba implementirati v skupni akcijski načrt, to je zelo pomembno. To pričakujejo finančno pomoč, predvsem že omenjeni sejemski nastopi. Žalostno je pravzaprav, razočarani smo na tem, da bo v proračunu Spirita v letošnjem letu polovico manj sredstev namenjenih za individualne sejemske nastope podjetjem, iz 800 na 400 tisoč evrov, to je zelo majhna številka, če recimo vemo, da naprimer na sejmišču v Moskvi stane kvadratni meter od 300 evrov naprej, torej vemo, koliko kvadratnih metrov si lahko potem privoščimo s tem zneskom. Ampak ta podpora, ta pomoč je bila za podjetja v lanskem letu izjemno pomembna. In še eno konkretna pobuda je včeraj med podjetji prišla in sicer vroča tematika je, tudi mi poudarjamo o tem ali pa opozarjamo na to problem viznega režima. Ob tem bi pohvalil in je treba izreči seveda hvalo takrat, ko nekaj uspešno naredi tudi naša gospodarska diplomacija. Od sredine januarja lahko poslovneži do vize v Iraku pridejo tudi v Erbilu, glavnem mestu pokrajine Kurdistan. Kar nekaj interesa, ne bi mi verjeli, koliko klicev imamo iz te pokrajine na zbornico, iščejo informacije, iščejo partnerje. Težava je bila ta, da so doslej za vizo morali v Bagdad, na italijansko veleposlaništvo, nemogoče, pravzaprav 9 mesecev je trajal in še vedno traja postopek, da pridete v Bagdadu do vize za vstop v Slovenijo. Zdaj bo to lažje, Slovenija je skupaj z Avstrijo odprla posebno točko v Erbilu, kot rečeno, kjer bo moč pridobiti vizo v relativno kratkem času. En mesec je pač v primerjavi z 9 meseci neprimerno krajše obdobje. Tako da to je treba pohvaliti. Vendar, po drugi strani, kar nekaj težav. Zaprli smo veleposlaništvo v Teheranu, vemo, da se Iran kljub vsemu prebuja, da tako rečemo, oziroma da so pogajanja z mednarodno skupnostjo o njihovem jedrskem programu obrodila sadove in da so sankcije počasi začele padati. In mi vendarle pričakujemo, da se bo ta proces nadaljeval in da je tudi ta prav trenutek za to, da aktivno spet poskušamo vstopiti na iranski trg. Prav v maju mesecu imamo načrtovano gospodarsko delegacijo v Iran, tudi za enem izmed pomembnejših slovenskih politikov. Ne bi še izdal imena, ker je to vendarle še v fazi priprav, pa vendarle očitno bomo lahko tudi tukaj naredili nekaj pomembnih korakov naprej. Torej, zaprtje predstavništva, veleposlaništva v Teheranu ni bila modra poteza in mi smo prav v tem tednu pozvali Ministrstvo za zunanje zadeve, naj vendarle razmislijo vsaj o neki obliki, v takšni, kot je recimo zdaj odprtje te točke v Erbilu, torej da bi vendarle iranski poslovneži lažje prišli do vize. Druga podobna zgodba je Nigerija. Mi v Nigeriji nimamo države, ki bi zastopala Slovenijo, kar pomeni, da morajo nigerijski poslovneži po vizo izven svojih meja, torej v Nigeriji ne pridejo do vize za Slovenijo. Čeprav večino, bomo rekli, držav po svetu vendarle zastopa vsaj kakšna izmed evropskih držav. V Nigeriji ni ta primer. Zakaj izpostavljam Nigerijo? Zato, ker je to eno najhitreje rastočih afriških držav, kljub vsem političnim seveda tudi težavam, pa vendarle ker smo tudi v Sloveniji dobili pred kratkim slovensko-nigerijsko gospodarsko zbornico, s katero tesno sodelujemo in ker je kar nekaj zanimanja in med nigerijskimi poslovneži in med slovenskimi poslovneži, ker je to lahko tudi vstop za ta del Afrike. In da se navežem zdaj na predlog, ki je prišel včeraj na strateškem svetu, sama podjetja so pripravljena aktivno sodelovati. To pomeni financirati predstavništva, če bi bilo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravljeno razmišljati o odprtju na določenih trgih.
Torej bi lahko govorili o nekem javno-zasebnem partnerstvu pri krepitvi naše gospodarsko-diplomatske mreže in ta ideja ni kar tako zavreč, bi rekel. Tukaj je treba vsaj resno videti, ali kakšna možnost za to obstaja. Jaz sem prepričan, da bi lahko z več fleksibilnosti, z več inovativnosti to tudi uresničili. Skratka, zelo konkretni predlogi na včerajšnjem strateškem svetu in pričakujemo, da bo v prihodnje še kar nekaj idej, ker v končni fazi mi moramo poslušati podjetja. Mi moramo slediti njihovim ciljem, njihovim zahtevam. V CEMP-u prav zaradi tega pravkar poteka tudi dosti široka anketa oziroma raziskava naših članov, katere trge želijo v letošnjem letu, kaj pričakujejo od nas, kje še vidijo priložnosti in tudi naše, bomo rekli, aktivnosti, naše delo v letošnjem letu bo še bolj, da rečem tako, konkretno vezano na posamezna podjetja, ker kot rečeno, neke splošne stvari, tudi splošne delegacije ne obrodijo več sadov. Mi bomo tudi letos tesno sodelovali in z Ministrstvom za zunanje zadeve, že načrtujemo nekatere dogodke in s Spiritom in seveda tudi ostalimi inštitucijami v Sloveniji in tujini. Naša prednost, vselej to poudarjamo, po eni strani tesna in dosti široka mreža, ki jo imamo v zbornicah po svetu, tudi nekaterih posameznikih na določenih trgih in po drugi strani seveda vsakodnevni stiki, kontakti s slovenskimi izvozniki, ne samo velikimi, tudi manjšimi, tudi srednjimi. In tukaj ne smemo seveda pozabiti tudi panožna združenja, ki jih imamo, pa območne zbornice, to so vse pomembni viri informacij, s katerimi pravzaprav si pomagamo, zato da smo pri svojem delu lahko potem še bolj učinkoviti na tujih trgih. Na že omenjenem strateškem svetu za internacionalizacijo sta načrtovane aktivnosti predstavila tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in javna agencija Spirit. Katere osrednje aktivnosti pa vi načrtujete za letošnje leto? Vsekakor načrtujemo povezati ključne deležnike pri internacionalizaciji, ker menimo, da je zgodba, kjer nastopamo skupno na tujih trgih, je bistveno bolj pomembna kot to, da vsak posamično deluje. Delegacije, ki so konstanten del našega programa, bodo bile sigurno bolj fokusirane z pripravo podjetij, da se bodo vnaprej pripravljene na te delegacije, da bodo lahko bile bolj konsistentne na teh tujih trgih, ker ne moramo pričakovati, da vsak posameznik, ko gre dol, da pričakuje, da bo od teh delegacij, ki so na nekem državnem nivoju, imel velik izplen, če se ne bo naprej pripravil. Zato se poslužujemo novih metod, kjer poskušamo iti v to smer, da podjetja imajo vnaprej zagarantirane kontakte. Kar se tiče internacionalizacije, seveda sejemski nastopi, skupinski, individualni, ki jih tudi sofinanciramo podjetjem, izobraževanja, predvsem za mala in srednja podjetja, kjer podjetjem podamo neke osnove za nastope na tujih trgih, kako se pripraviti, kaj delati, kako narediti poslovni načrt in še mnogo takih aktivnosti. V letu 2014 želimo nadaljevati z organizacijo medvladnih mešanih komisij. Tako gremo z prvo medvladno mešano komisijo v Makedonijo v začetku februarja, drugo medvladno mešano komisijo vodi minister Erjavec za Turčijo, ki jo bo izvedel 18. in 19. februarja v Ankari. Potem imamo tradicionalno medvladno mešano komisijo, ki jo vodi minister Erjavec za Kazahstanom, maja v Ljubljani in najverjetneje 15. septembra tudi medvladno mešano komisijo z Rusko federacijo ob robu Cerskega mednarodnega obrtnega sejma. Potem bomo, pripravljali seveda tudi gospodarske delegacije. Eno smo že organizirali, ki je šla z predsednikom Pahorjem v Turčijo. Potem bomo organizirali tudi investicijsko-privatizacijske konference v Tokiju na Japonskem in na Norveškem in seveda tudi ostale medvladne mešane komisije, ki jih imamo z Bosno in Hercegovino načrtovane letos, z Srbijo, z Moldovo in tako naprej.
Na današnjem strateškem svetu so podjetja opozorila predvsem na povezovanje. Kakšen je vaš komentar? Ja, seveda, sej smo tudi inštitucije, ministrstva, agencije in gospodarska zbornica poudarili, da v zadnjem letu ali celo v zadnjih nekaj letih dobro sodelujemo. Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za gospodarsko diplomacijo, ki ga sam vodim, potem tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje in znanost in tudi nekatera druga ministrstva dobro sodelujemo z gospodarsko zbornico, z agencijo Spirit in v nekem skupnem duhu vse te aktivnosti potem tudi izvajamo. Slovenija dolga leta ve, da potrebuje povezovanje, ampak nekako ne znamo, morda celo ne želimo sodelovati, ali pa je morda pregovorna ta naša favšija tako močna, da se raje razdružujemo kot združujemo. V Spiritu menimo, da je potrebno oblikovati neke, in to je tudi pobuda bila na strateškem svetu, neke, če temu rečemo, klastre, kakorkoli že, ki bi morda imele celo imena Slovenija gradbeništvo, Slovenija, ne vem, IKT, kakorkoli že, kjer bo pod vsako to znamko, če jo tako imenujem, nastopala vsa možna mašinerija slovenska in na ta način bila tudi bistveno močnejša in bistveno bolj konkurenčna na tujih trgih.